Skandinavski gostje v Ljudskem vrtu, to se ne dogaja prav pogosto, je pa med temeljitimi pripravami veliko pomenil tudi dvoboj z 10-kratnimi danskimi šampioni in 3-kratnimi udeleženci Lige prvakov. Evropa je pred vrati v vseh pogledih. Kot prejšnje je tudi najzahtevnejša preizkušnja v dosedanjem delu priprav imela dovolj dinamike, ponudila več dobro izpeljanih akcij. Za ogrevanje je po predložku Mejača iskal pot do mreže Vršič. Na drugi strani je kot prvi v okvir gola usmeril Kornelius. Handanović je bil kot celotna zasedba v vijoličastem zbran od začetka. Ves čas je ostal na preži tudi danski vratar Andersen. Po projektilu Derviševića z 20 metrov ni dovolil presenečenja. Ko Andersenu ni uspelo priti v stik z žogo, mu je pomagal okvir gola. Po sodelovanju z Mendijem in Boharjem je prišel do obetavne situacije Fajić, žogo že usmeril mimo vratarja, a je pot v mrežo preprečila vratnica. Kmalu je bilo 1-1 v razmerju zadetih vratnic. Kot za Kopenhagen je izvajal Musis, izbiti jo je skušal Stojanović pred Amartijem, žoga pa je zadela vratnico in se odbila nazaj v igrišče. Dvoboj z danskim predstavnikom v kvalifikacijah za Ligo prvakov je postregel s trdimi dvoboji po vsem igrišču in z vsemi elementi tekmovalnosti, kot da bi že šlo za res. V eni izmed številnih uspešnih akcij je pritisk Filipovića privedel do izgubljene oziroma pridobljene žoge. Vršič je ušel po desni strani, podal v sredino, kjer je Mellberg v zadnjem trenutku izbil žogo pred Fajićem v kot. Okvir gola je bil še enkrat danski zaveznik v 60 minuti. Po podaji Derviševića se je Fajić otresel spremstva, preigral prekaljenega Mellberga, nekoč dolgoletnega stebra obrambe švedske reprezentance pri Aston Villi in tudi člana Juventusa. Spravil žogo še mimo vratarja Vilanda, zadel vratnico, a kljub temu pobral aplavz tribun. Z obdobjem prevlade v vijoličastem je tekmo zaznamoval tudi zaključni del. Nova priložnost po spretni akciji Tavaresa, ki se je končala z udarcem Mejača z roba kazenskega prostora, še vedno pa brez želenega razpleta. Gola kot zasluženo nagrado za prizadevnost ni prinesla naslednja obetavna situacija pred danskim golom, ko je z leve strani pred gol podal Viler, ciljal pa Tavares. Toda konkretna potrditev boljše igre vendarle ni izostala. Odločilna poteza po prekinitvi. Z desne strani je podal Ibrahimi, Živko pa le po 5 minutah na igrišču z glavo zabil žogo v mrežo. 18-letni branilec je pokazal, da ostaja na dobri razvojni poti, povratnik v Ljudski vrt pa je osvežil spomin na repertoar spretnih potez. Čeprav se je po urejanju zadev v Kaljariju pozneje priključil ekipi, je pa z novimi motivi začel novo zgodbo v najljubšem dresu. Res sem zelo vesel, da sem nazaj. Bom dal vse od sebe, vsako tekmo. Preden sem prišel sem se pogovarjal s trenerjem in sem treniral sam, sem pripravljen. Pač od 1. julija treniram z ekipo in mogoče rabim še malo, da pridem v pravo formo. Do tekme v Mostarju je še en teden. Sledi zmanjševanje intenzivnosti, zadnja preizkušnja proti ukrajinskem moštvu Karpati bo v četrtek v Ljudskem vrtu začetkom ob 19:30. Predstava proti Kopenhagnu pa je iz različnih vidikov dober pokazatelj trenutnega stanja in ustrezen obet za vse, kar nas čaka. Danes je bil, bom rekel, nekakšen vrh obremenitve po vseh teh napornih treningih, po vsem tem delu, ki smo opravili. Sedaj prihajamo v fazo spuščanja oziroma relaksiranja posameznika oziroma ekipe, da bi prišli do svežine, katero potrebujemo, in v tem času še imamo eno pripravljeno tekmo proti Karpatiju in tukaj se bo potem videlo, kako bomo pripravljeni za Zrinski.